Prijeten pozdrav. Tokratne novice tedna začenjamo v novomeški splošni bolnišnici, kjer so se energetske sanacije lotili v 3 korakih. Tako so zamenjali stavbno pohištvo, obnovili pročelje kirurške stavbe in izolirali podstreše. S tem pa projekta še ni konec. V drugi fazi so posodobili ogrevalni sistem, katerega obnova se bliža h koncu. Takoj na to pa štartamo z 3. fazo, kar pa pomeni posodobitev centralne kotlovnice in pa dograditev energetskega sistema z sistemom 3 generacije, kar pravzaprav pomeni torej poleg pridobivanja toplote še pridobivanje električne energije in pa pridobivanje hladu. 3 generacija, ki naj bi jo dokončali do marca prihodnje leto, je vredna 1 600 000 evrov. Do zdaj je bilo približno 2 milijona evrov in zdaj prihaja še ta 3. del do dokončanja v vrednosti 1 800 000 do 2 milijona vse skupaj. Naložbo bodo v 85% plačali iz evropskih in državnih sredstev, medtem ko bo 15% prispevala bolnišnica, dodaja Retljeva. Belokranjske občine so se v začetku letošnjega leta z več programi prijavile na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz ukrepa Obnova in razvoj vasi. Minuli teden pa so razočarani izvedeli, da niso uspeli z nobenim projektom. Uradne informacije, komu so razdelili 6 milijonov evrov, ki so na voljo v okviru tega razpisa, sicer nimajo, neuradno pa so izvedeli, da je v glavnem so dobili projekti strani Pomurja, kar ocenjujemo, da vsekakor ne gre za zadevo, ki bi bila enakopravno obravnavana. To pomeni, da določena področja so imela točke, ki nam niso pripadale. Govorimo predvsem o Posočju in pa Pomurju. Če bi veljalo, da je program ukrepov za Pokolpje enakovreden zakonu Pomurja, bi bile tudi belokranjske občine obravnavane prednostno in bi s svojimi programi uspele na razpisu, so prepričani župani in župan. To je bilo obljubljeno, da bo program Pokolpja enakovreden zakonu Pomurja, ampak v praksi je daleč od tega. Razen nekaj novih delovnih mest iz naslova razpisa za razvoj gospodarstva, elektrike v semiški industrijski coni in načrtovane gradnje domov upokojencev v Metliki, nismo iz programa ukrepov za Pokolpje dobili nič, so ocenili na rednem delovnem sestanku. Vemo, da tudi 3. razvojna os je vključena v Pokolpje. Zdaj, kako jo bojo sfinancirali, kje bojo dobili sredstva, pa nam ta trenutek ne mora še noben nič povedati. Povedali pa so jim, da ne bodo prejeli denarja za obnovo obkolpskih vasi Vukovci in Učakovci, za vodovod na Krašni vrh, ureditev večnamenskega doma v podzemlju in trškega jedra v Semiču. Upali smo resnično na ta sredstva, kajti s to prometno infrastrukturo na noben drug razpis ne moreš iti in tukaj je bila res idealna priložnost. Smo pa zelo razočarani, ker smo bili prekratki za eno samo točko, namreč ni bil upoštevan tista del, ki govori o kulturni dediščini. Čeprav je semiško trško jedro razglašeno za spomenik lokalnega pomena, tega pri razpisu niso upoštevali, pravi Kambičeva. Na izid razpisa se bodo sicer pritožili, bojijo pa se, da so sredstva že razdeljena. V novomeškem Revozu do prihodnjega petka delajo le v dopoldanski izmeni. Kot je znano, je razlog prilagajanje proizvodnje povpraševanju po njihovih vozilih. Uprava in sindikat delavcev pa sta podpisala tudi dogovor o prilagajanju delovnega časa manjšemu obsegu naročil do leta 2014. V njem je odpuščanje navedeno le kot skrajni in zadnji ukrep. Delavci ta sporazum imenujejo kar dogovor za ohranjanje delovnih mest. In prav to je njegova srž, da kljub manjšim naročilom delavcev ne bodo odpuščali. Ukrepi bodo drugačni. Delavci so se, da bi le obdržali delo. Gre pa za to, da smo pač določene zneske, ki so drugače izplačevani v enkratnih zneskih, pretvorili pač v nedelovne dneve. Te nedelovne dni torej bodo za prilagajanje proizvodnje v podjetju uvedli do konca leta, pa tudi kasneje, če bo to potrebno, izpostavlja prvi Revozov sindikalist. Gre za določene zadeve, ko smo imeli že prej dogovorjeno, pomeni za določen dvig plač, za letno nagrado, to imenujejo nekatere božičnice, pa nas je letna nagrada, ki se navadno izplačuje konec leta. Pungaršič je potrdil še, da bodo po 28. septembru obratovali v 2 izmenah, občasno pa bodo imeli še kakšen dela prost dan, kot se je to že zgodilo v juniju.
Različne ukrepe so predvideli tudi za obdobje od začetka leta 2013 do leta 2014, ko bodo začeli z novim proizvodnim projektom Edison. Zamrznitev plač in pa ne izplačevanje individualnih nagrad, ne napredovanja, letna nagrada malce znižana. Nismo pa posegli v osnovne plače zaposlenih. Regres jim bodo izplačali v višini minimalne plače, možno je tudi skrajšanje delovnega časa, med možnimi ukrepi pa so še neplačana odsotnost dela in čakanje na delo doma, odpuščanje presežnih delavcev pa je resnično zadnja možnost, poudarja Pungaršič, prepričan, da do tega ne bo prišlo. Novomeški glavni trg so minuli petek zasedli otroci. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je namreč dan v dolenjski prestolnici minil v znamenju dneva brez avtomobila. Teden mobilnosti pa bodo zaključili z drugim županovim dobrodelnim turnirjem. Prav zanimivo je bilo videti središče mesta brez avtomobila, ko so otroci lahko risali, igrali odbojko, tenis, košarko in še kaj. Vse to kar na cesti. Všeč mi je, ko ne vozijo avti. Gledali ples, pa zdaj pa rišemo. Kaj vse si recimo že videla? Kužke, pa tam smo se šle slikati. Pač gledamo stvari, delavnice, ki jih pripravljajo, se igramo, pa je lepo. Svojo dejavnost so namreč predstavljale različne organizacije, od policije, gasilcev, reševalcev in različnih društev, med njimi tudi številna športna. Geslo letošnjega dne je namreč prava smer je gibanje. Vsi klubi predstavimo otrokom svojo športno dejavnost in se lahko vsak posameznik, vsak starš odloči za vsako športno panogo. Vsekakor je dobrodošlo, da se otroci udejstvujejo raznih športnih dejavnosti. Približati predvsem naš poklic. Danes je priložnost, ko so prišli peš, da mogoče spoznajo določena prevozna sredstva, ki jih tudi mi uporabljamo. Poligon za otroke, kjer jih učimo že skozi igro, kako se pravilno, prečka prehod za pešce, kaj pomeni rdeča, zelena luč na semaforju. Mi otrokom predstavljamo v prvi vrsti, kako nas pokličejo, da se zapomnijo številko, potem tudi jih opozorimo, kako morajo čez cesto, kako se vozijo s kolesom. Torej, osnovni namen tega je, da nekako spodbujamo neke druge oblike prevoza, se pravi čim manj uporabe avtomobila, pa čim več uporabe mestnih avtobusov, koles, skirojev, rolk, rolerjev. Takšna je slika na glavnem trgu vsaj en dan v letu, že jutri pa bo spet vse po starem. Jedrska elektrarna Krško je od leta 2003 v postopku za odobritev podaljšanja življenjske dobe do skupno 60 let obratovanja. To je za 20 let dlje od prvotno projektirane življenjske dobe, ki zapade leta 2024. Poleti je Republiška uprava za jedrsko varnost odobrila za to potrebne spremembe. To še ni dokončna odločba za podaljšano obratovanje, ampak je potrditev metodologije za izvršitev potrebnih dejanj, je pojasnil direktor nuklearke Stane Rožman. Pred nami so pa seveda še številne pomembne zadeve, kot so 10-letni varnostni pregledi elektrarne v skladu z zakonom. Ravno kar izvajamo drugi pregled leta 2022-2023 bo izvajan tretji pregled. Gre za program nadzora staranja varnostno pomembnih sistemov, struktur in komponent. Ravno tako imamo v funkciji seveda zahteven program varnostne nadgradnje, ki je ravno tako reguliran strani Uprave za jedrsko varnost, ki se bo izvajal med letoma 2012-2016. Tudi ta mora biti seveda izpolnjen. Z izpolnitvijo pogojev za podaljšanje življenjske dobe bi nuklearka lahko komercialno obratovala do leta 2043. Splošna bolnišnica Brežice letos praznuje 140 let delovanja. V zadnjih letih ji je grozilo krčenje programov, da bi v celoti postala le negovalna bolnišnica, a je prišlo do zasuka v smernicah Ministrstva za zdravje. Tako bodo Brežice prve v Sloveniji dobile urgentni center, je na jubilejni slovesnosti v Viteški dvorani dejala državna sekretarka Brigita Čokl. Prvotna bolnišnica z 10 posteljami in enim zdravnikom je bila v najeti hiši, že 124 let pa se nahaja na današnjem mestu. Doživela je več dozidav in prenov. Sveže so energetska sanacija objektov bolnišnice, nova oprema
za gastrodiagnostiko, izgradnja urgentnega bloka z intenzivno terapijo in radiološkim oddelkom. Brežičani, vključno z županom, se nadejajo, da te naložbe bolnišnici zagotavljajo prihodnji razvoj. Državna sekretarka je zagotovila, da se razmišljanje o zaprtju bolnišnice več ne pogovarjajo. Glavni cilj je, kako omogočiti normalen razvoj bolnišnicam. Ivan Tomše je v imenu posavskih likovnikov in fotografov v bolnišnici poklonil 160 del, ki bodo krasila sobe in hodnike. Bolnišnica s tem postaja največja posavska galerija. Saj je 21 fotografov podarilo svoja dela. Poleg tega imamo tudi 49 likovnih umetnikov, dvoje samostojnih podjetij, ki so darovala neka dela, in pa eden zbiralec, ki je podaril 4 grafike. V bolnišnici ta čas teče postopek za pridobitev mednarodne akreditacije, kar pomeni izvajanje sistema ukrepov za izboljšanje kakovosti in varnosti storitev. Osrednji vrtec Krško je po več kot 30 letih dočakal temeljito obnovo, vredno 2,1 milijona evrov. Zaradi del je bil precej časa zaprt, zdaj pa so ga spet predali v uporabo. Vrtec obiskuje 250 otrok. Namen obnove ni bil v povečevanju števila oddelkov, ampak v varčni rabi energije. Za ta namen je država primaknila 1,3 milijona evrov. Pridobili smo nove terase pri pritličnih igralnicah, nadkrite z nadstreški. Z vidika varčne rabe energije imamo tudi nameščene kolektorje. Kostak, ki je izvajal obnovo, napoveduje bistveno znižanje stroškov ogrevanja, poleti pa zaščito pred vročino. Tukaj so implementirani vse trenutno znani postopki, načini ogrevanja, hlajenja, rekuperacije, da se čim manjša poraba energije doseže. Na ta način se bo ta investicija v relativno zelo kratkem roku povrnila. Občina Krško je v zadnjem desetletju ogromno vložila v obnove vrtcev, ki jih obiskuje vse več otrok. Letos 1180. Predtem smo že napravili nekaj obnov vrtcev v drugih krajih in tudi vnaprej načrtujemo obnove še 2 vrtcev, to je najprej vrtec v Brestanici, potem pa vrtec v Leskovcu pri Krškem. V letošnjem letu bodo zaradi povečanja vpisa v občini odprli še 2 oddelka vrtca, vendar v bodoče ne nameravajo povečevati teh zmogljivosti, je povedal vodja oddelka za družbene dejavnosti Andrej Sluga. V drugi polovici današnjih novic tedna bomo prisluhnili Belokranjcem, ki se jim končno obeta gradnja daljnovoda. V Varstveno-delovnem centru Novo mesto pa se čudijo krčenju sredstev in odnosu države do ljudi, ki so običajno potisnjeni na rob družbe. Ostanite z nami. Belokranjci že desetletja opozarjajo, da je v Beli krajini oskrba z električno energijo nezanesljiva in da je nujno potrebna izgradnja novega daljnovoda od Črnomlja do Kočevja. In končno se je premaknilo. Lokalnim prebivalcem so predstavili traso načrtovane izgradnje daljnovoda z močjo 2x110 kV. Gre za zahteven projekt, pravijo pripravljavci državnega prostorskega načrta daljnovoda, saj je bilo treba pri pripravi trase upoštevati tako poseljenost območja kot ranljivost prostora. Pripravili so 2 različici trase in se poskušali čim bolj izogniti Kočevskemu rogu ter vodovarstvenemu območju. Vedeli pa seveda smo, da imamo problem predvsem na območju Črnomaljske občine priti v dolino Bele krajine, torej se spustiti za teh cirka 250 višinskih metrov na nekaterem delu in se pojaviti v tem lepem ohranjenem delu Bele krajine. Vendar nobena od pripravljenih variant ni navdušila krajanov z tega območja, saj obe posegata v ravninsko področje in kvarita krajinsko sliko, pravi Banovec. Če ti vedno v tako lepo dolino pride en tak velik daljnovod, ki je ena res lepa dolina Dobliče in Doblička gora, potem se ti spremeni en lep pogled. Krajani Doblič, ki se zavedajo, da Bela krajina potrebuje 110 kV daljnovod, so ustanovili ljudsko iniciativo in pripravili rešitev, kako se izogniti dolini. Mi smo eno tretjo varianto smo postavili v tem smislu, da bi šla po obstoječem daljnovodu nazaj in bi šla iza severna varianta, ki ne bi šla sploh po poselitvenem območju. Tako bi daljnovod prečil samo 800 metrov ravninskega dela in ne 4 do 5 km, kot narekujeta v uradni varianti, dodaja Banovec.
Pripravljavci državnega prostorskega načrta so prisluhnili vsem pripombam in predlogom krajanov. Sicer pa je bilo to šele prva predstavitev prostorskih koridorjev daljnovoda. Zaradi zahtevne prostorske zakonodaje namreč načrtujejo sprejem državnega prostorskega načrta šele čez 4 leta. Varstveno-delovni centri so poleti od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejeli aneks k letošnji pogodbi o financiranju. Ta ne znižuje le plač zaposlenim, ampak zmanjšuje tudi druge financirane postavke. Varčevanje bo tako marsikje vplivalo tudi na kakovost obravnave varovancev. Kot pravi direktorica novomeškega varstveno-delovnega centra Romana Trpin, imajo srečo, saj so zavod, ki izvaja tako institucionalno kot dnevno varstvo. In bomo ta del, ki nam znižuje sredstva ministrstva, bomo pač krili iz institucionalnega varstva. Kako delajo VDC-ji, ki tega nimajo, ki jim je tega veliko, jim je pa še teže kot nam. Materialne stroške jim je ministrstvo znižalo za polovico. Za ves nadstandard, kamor sodijo interesne dejavnosti varovancev, bodo tako morali prispevati sami, tudi ob pomoči donacij. In letos zdaj bomo v oktobru naredili prvi humanitarni koncert, da bomo zbrali sredstva za te njihove interesne dejavnosti, za katere skušamo, da jih je čim več, da se pač počutijo dobro, da se lahko vključujejo v več različnih športnih aktivnosti, pa plesne vaje in tako naprej. Varovanci dnevnega centra v različnih delavnicah uživajo, so nam zaupali. Sem v šiviljski delavnici, sem že 5. leto tukaj in se kar dobro počutim. Z nami so zelo prijazni, imamo zelo dobro hrano, pa kavo tudi pijemo, tlalala. Ko dobimo plačo, damo vsak po 2 evra za kafe. V novomeškem varstveno-delovnem centru imajo ta čas 22 varovancev na oddelku nege, 55 v domskem varstvu v Šmihelu, 9 pa jih je v bivalni enoti v Novem mestu ter 10 v Trebanjski. Otroci vseh starosti so v Trebnjem le prišli do svojega igrišča. Otroško igrišče Jurčkov gozd, ki se razteza kar na 10.000 kvadratnih metrih, sicer lahko že nekaj časa uporabljajo. Zdaj pa so ga v tamkajšnji krajevni skupnosti tudi uradno predali namenu. Zamisel o otroškem igrišču se je porodila že pred 10 leti, ko je svetu krajevne skupnosti predsedoval Marjan Karmel. Potem smo skupaj s pomočjo občine Trebnje in gospo Marijo Starc, ki je zelo nam pomagala, pridobila to zemljišče od sklada kmetijskih zemljišč, da se je prepisalo občino kot lastnika, in potem se je v naslednjem mandatnem obdobju v času gospoda Petra Agniča začel pridobivati gradbeno dovoljenje. Igrišče, ki so ga uredili v gozdu, so dokončali v tem mandatu. Nekaj posebnega pa je tudi zato, ker so igrala narejena iz lesa. Tukaj imamo 80 igral. Njihova nabavna cena in postavitev je znašala okrog 85.000 evrov. Igrala so pa za 3 sklope, najmlajše, malo starejše in tudi odrasle. Samo tam, da se ona pač naigrala, pa se tam dol najraje poigram. Jaz pa rada se tudi tam dol igram, pa tukaj mi je najbolj všeč. Jaz hodim od 2. razreda, najgraj se tam dol. Igrišče je sicer odprto ves čas, z bližnjim sosedom pa so dogovorjeni, da skrbi za red in čistočo. Imamo že prve stanovalce tukaj, to so veverice, in tem pozivam vse otroke, ki pridejo sem, če jim doma ostane kakšen lešnik ali oreh, da jih hranimo, da bojo tudi tukaj ostale. Letos sicer mineva 20 let, odkar je Trebnje postalo mesto. Odprtje Jurčkovega gozda pa sodi v sklop dogodkov ob tem jubileju. Pred 68 leti so s partizanskega letališča na otoku pri Metliki poletela letala, ki so v svobodo, v zavezniško bazo v italijanskem Barju, prepeljala več kot 100 zavezniških vojnih ujetnikov, ki so jih partizani rešili iz ujetništva na Štajerskem in s pomočjo lokalnega prebivalstva prepeljali v Belo krajino. Na otoku pri Metliki so se spomnili te mednarodne poti zavezništva, ki so jo po knjigi enega izmed rešenih zavezniških pilotov poimenovali Vranov let v svobodo. V imenu ujetnikov britanske vojske, ki ste jim pomagali na prostost, se vam srčno zahvaljujem za vašo hrabrost in za vašo odločenost ohraniti v spominu ta primer britansko-slovesnega prijateljstva.
Prijateljstvo, zgrajeno med Slovenijo in Veliko Britanijo v hudih časih II. Svetovne vojne, nas zavezuje k skupnemu ustvarjanju boljšega sveta, je še dejal britanski veleposlanik. Spominska prireditev na otoku, ki so jo prvič pripravili lani, pa ne pričale o prijateljstvu med narodi, je tudi spomin in opomin našim zanamcem, da vedo, kaj se je takrat tukaj dogajalo in kaj je Bela krajina pomenila v II. Svetovni vojni. To srečanje na partizanskem letališču, s katerega so med vojno na Varno prepeljali 2000 otrok, žena in starejših, v zavezniške bolnišnice pa 1500 ranjenih partizanov je nujno potrebno, pravi Albina Tošeska. Nujno potrebno je pa posebej še v tem času, ki je marsikdo resnico drugače obrača. Naša dolžnost je, da zagovarjamo resnico in ohranjamo spomin na del naše zgodovine, na katerega smo lahko upravičeno ponosni, še dodaja Tošeska. Na planini nad Podbočjem pa so se poklonili žrtvam ustaškega pomora leta 1942. Proslave v spomin in opomin se je udeležilo veliko število, slavnostni govornik pa je bil poslanec Državnega zbora Matjaž Han. Planina leži tik ob hrvaški meji, zato je bila med vojno izpostavljena krutemu ustaškemu divjanju. V 2 dneh so pobili 36 moških in fantov, vas pa požgali. Takrat sem bila stara samo 8 dni, vendar po pripovedovanju mame in vseh ostalih sem to tudi pozneje tako globoko doživljala, kot da bi bila takrat že odrasla in bila prisotna. Mir je ponovno prinesel harmonijo sobivanja ljudi na obeh straneh meje. Poslanec Matjaž Han je v nagovoru dejal, da slovenski narod izhaja iz vrednot tovarištva, solidarnosti in socialne pravičnosti. Danes pa je vse to na preizkušnji. A že ni prišel čas, da kot neomajno sprejmemo dejstvo, da si je slovenski narod samo s partizanskim borom in odporom v II. Svetovni vojni izboril močne državniške temelje in da smo na teh temeljih lahko v 90-ih letih postavili neodvisno in samostojno Republiko Slovenijo. Planina je sinonim za nezlomljiv slovenski duh in složnost, ko je bilo treba graditi domovino. Tudi danes za izhod iz krize potrebujemo takšno povezovanje, zato je Han pozval politiko, naj neha zasledovati le ozke strankarske interese. Na festivalu Stična mladih, tokrat že 31. po vrsti, se je zbralo nekaj več kot 5000 udeležencev. Mladinski festival z najdaljšo tradicijo je potekal pod geslom Veselite se v Gospodu zmeraj. Organizatorji želijo prek festivala doseči 3 stvari. Prva je ta, da mladi izkusijo skupnost, povezanost in prijateljstvo. Drugo je, da doživijo ob programu, delavnicah, različnih oblikah druženja, bližino Boga. In tretja stvar, ki nam je zelo pomembna, je pa ta, da to izkustvo lahko živijo tudi v svojem vsakdanjem okolju. Kot sem že rekel, na vsakem koraku slišimo same problemi, same krize, tu pa najdejo mladi ravno v Jezusu Kristusu in povezanosti z njim, to se pravi moče naše vere, resnično odgovor in tudi motivacijo za alternativo, za drugačen način življenja, s tem pa tudi za svetlo prihodnost nas in tisti, ki prihajajo za nami. Za mlade so pripravili bogat program in različne delavnice. Leče nas to, da nas je večina tudi animatorjev in je v Stični pač prijetno, ko si lahko ti animiran enkrat po dolgem času in ne samo druge animiraš ves čas. Pa tudi ta vsa množica okoli, ne pa vsi mladi, to je pač neka druga energija. To doma, ko sem tako zvedel, ker takrat nisem bil še dovolj star za take stvari. Smo se nam prišli čistiti. Stična mladih sicer ni enodnevni dogodek, je projekt, ki ga več kot 250 mladih prostovoljcev pripravlja skozi vse leto. Poleg tega bodo dogodek v manjši obliki ponovili na 3 različnih koncih Slovenije. In pa tudi na spletnih straneh Stične mladih omogočali gradiva, materijale, s katerimi bodo mladi izkušnjo, ki so jo doživeli tu v Stični, lahko prenašali v svoje vsakdanje življenje. Letošnja novost je bil prispevek za organizacijo. 20% zbranega denarja bodo namenili za pomoč 6 družinam v stiski. V Vinski kleti Metliške kmetijske zadruge, ki je največji odkupovalec grozdja v Beli krajini, so lani odkupili okrog 600 ton grozdja. Letos bo ta številka veliko manjša, saj je bil odkup belih sort za skoraj 80 ton manjši kot lani. Rdeče sorte so začeli odkupovati ta teden. Pomladna pozeba, toča in suša so botrovale manjšemu pridelku. Recimo pri teh belih sortah nekje do 33% manj kot lani.
A kljub temu so se v vinski kleti odločili, da bodo odkupili grozdje le od vinogradnikov, ki so jim bili zvesti vsa leta. Treba je namreč prodati zaloge, pravi škof. Pa tudi sicer so jim vinogradniki ponujali predvsem rdeče grozdje, ki ga imajo dovolj, saj je rdeče vino težje prodati. Bele sorte mogoče grejo ta čas tudi, bom rekel, po ostali Sloveniji malenkost bolj kot rdeče, ne. Zato so celo razmišljali, da bi za 5 do 10% zvišali ceno belim sortam grozdja in prav toliko znižali ceno rdečim sortam. Ampak potem to letos na upravnem odboru, na odločanju ni šlo še čez, mislim pa, da v bodoče bomo nagibani k temu. Letošnja odkupna cena grozdja je tako ostala enaka kot lani. Mi imamo povprečno ceno 51 centov, kar je tudi do 50% višja kot je v Sloveniji. Tam je recimo 32 je povprečna slovenska cena. Vso grozdje plačamo do naslednje trgatve. In sicer v 4 obrokih. Prvega bodo izplačali že pred novim letom. Za razliko od nekaterih drugih slovenskih vinskih kleti so v Metliški kmetijski zadrugi vinogradnikom že plačali vse grozdje, ki so ga odkupili lani. Slovenska zmajevska reprezentanca je na nedavnem evropskem prvenstvu v Turčiji dosegla 2. mesto. Da bi počastili evropske podprvake, jim je zmajevsko društvo Prelet Šentrupert v nebesih nad Šentrupertom pripravilo sprejem. Sprejema se je udeležilo 5 od 6 zmajarjev, manjkal je le bronasti Primož Gričar. V reprezentanci so sicer zelo zadovoljni ne samo z rezultatom, ampak tudi z delovanjem ekipe. Če se stvari nekako, bi rekel, poklopijo, to pomeni, da nekomu je dan boljši, nekomu je disciplina boljša in v tistem trenutku pač nekako ta človek prosperira pač za to reprezentanco. In to je ključnega pomena. To je izjemen dosežek in se redko kdaj sploh v taki majhni državi zgodi. Zato smo se iz preprostega razloga odločili, da fante pokličemo, naredimo nek sprejem v okviru naših, se pravi, sotrpeno zmajarjev, da je neko druženje in da tudi fantem damo neko spodbudo, neko priznanje. Zmajarji pričakujejo, da bodo tudi skozi svoj uspeh promovirali ta šport v Sloveniji, pravi Galovec, ki sicer prihaja iz Bele krajine. Kolikor opažam, se v zadnjem letu precej ta zadeva promovira tudi preko teh cross-country preletov, tudi preko tekmovanj in tudi opažam, da na hrib prihaja vedno več mladih pilotov. Ključno v zmajarstvu je sicer veselje do letenja, dodaja. Poglejte, vsak, ki se hoče tega lotiti, je dobrodošel v tem krogu. Potrebno je potrpljenje, potrebno je tudi nekaj denarja, absolutno, če smo iskreni, nekaj denarja tudi, potrebno je nekaj časa in pa potrebna je volja. Šentrupertski zmajarji sicer kot društvo delujejo že več kot dobro desetletje. Dobili smo nov štart tukaj, kjer smo zdaj. Imamo urejen pristank, vzletišče registrirano, naredili smo tudi novo leseno rampo, ki je pogoj, da je letenje, čim bolj varno, kakor se le da. V društvu je sicer med 10 in 15 dejavnih članov. Letos se uresničuje rek, da gobe rastejo kot po dežju. Zato ni čudno, da ta čas nabiranje gob za mnoge predstavlja vsakodnevno rekreacijo. Z gobarjenjem se že od malih nog ukvarja tudi zdaj 81-letna Olga Hrovat iz Ambrusa, ki se v času gob vsak dan za 2 ali 3 ure odpravi v gozd. Rastejo kar precej. Vsako leto malenkost, letos pa izredna bera. Nabira v glavnem samo jurčke. Rastejo pa vse sorte vrst. Vse sorte, ampak pri nas v Ambrusi naši nabiramo samo jurčke. Marele pač jemo, jih samo toliko, kar jih porabimo, več pa ne. Kakšnega posebnega recepta za pripravo jedi z jurčki pa nima? V glavnem jemo jurčke z jajci, omake, pač tudi naredimo obaro, na vse načine, rižoto. Gobarjenje v ambruških gozdovih je sicer primerno le za tiste, ki se ne bojijo divjih zveri. Tamkajšnji kraji so namreč znani kot območje medvedov, zadnje čase pa se tam pojavljajo tudi volkovi. Kadar obubožana država stiska pri denarju, je radodarna narava in pred njim nasuje nekaj manjkajočih cekinov. A naj vas v gozd ne žene po hleb, ker se zaradi prevelike količine nabranih gob kaj hitro lahko prikaže inšpektor in kazni so menda kar precejšnje. Z gobami ali brez vas, ko gledo novic tedna, vabimo tudi danes teden.